Lions Club Ljubljana Rožnik je letos že 6. leto zapored organiziral dobrodelno promocijsko prireditev Iskrice v očeh. Ta promocijska prireditev v bistvu povezuje in prikazuje našo aktivnost v zvezi z našo humanitarno dejavnostjo Lions Cluba Rožnik. To pa je, da omogočimo otrokom iz socialno ogroženih družin letovanje v enem izmed letovišč ob morju na slovenski obali. Bistvo je, da omogočamo otrokom, da to letovanje omogočamo otrokom iz Slovenije in pa slovenskim otrokom izven meja Slovenije. To gre verjetno za zamejske otroke v Italiji in pa Avstriji. Seveda. Gre za zamejske otroke iz Beničije, iz okolice Špetra Slovenov in pa iz avstrijske Koroške. Otrokom iz okolice Špetra Slovenov smo pred 3 leti darovali približno 3000 beril, osnovnošolskih beril v slovenskem jeziku, leposlovnih knjig in pa strokovnih knjig, s katerimi si bodo lahko lažje pridobivali znanje slovenskega jezika. Predvsem ta osnovna znanja, kot so šolska berila, eseji, leposlovni teksti iz leposlovnih knjig in podobno. Letovanje otrok iz Slovenije in pa otrok izven matične domovine je pomembno predvsem zaradi tega, da otroci izven matične domovine na ta način lažje in bolj intenzivno se učijo slovenskega jezika, izboljšujejo svoje znanje slovenščine, se povezujejo, navezujejo stike in jih potem tudi v nadaljevanju ohranjajo preko raznih komunikacij, ki jih danes novejše tehnologije omogočajo. V letošnjem letu bomo omogočili 20 otrokom iz občine Semič in približno 15 otrokom iz Italije, iz okolice Špetra Slovenov in 5 otrokom iz avstrijske Koroške letovanje v Pacugu. To aktivnost bomo izvedli s pomočjo Zveze prijateljev mladine Slovenije Ljubljana Vič Rudnik, ki upravlja s tem letoviščem v Pacugu. Oni bojo zagotovili nastanitvene kapacitete in pa vso strokovno podporo, vključno z izobraževanjem slovenskega jezika, izleti in podobno. Lions Club Ljubljana Rožnik pa bo vse to finančno omogočil preko svojih donacij in z donacijami, ki jih je pridobil v ta namen. Moram poudariti, da gredo vsa sredstva, ki smo jih pridobili z donacijami, izključno in v celoti v namen, se pravi, strogo, kako bi rekel, izključno za namen letovanja otrok. To je pač naš prispevek. Pri tem smo zelo intenzivno delovali v letošnjem letu, pridobili ogromno donatorjev, tudi iz Bele krajine, iz Ljubljane, okolice in tako rekoč iz cele Slovenije. Za nas je ta projekt zelo pomemben, ker na neki višji ravni povezuje vse slovenske otroke oziroma vse Slovence v kulturnem slovenskem prostoru. Verjetno so bili v občini Semič zelo veseli te vaše pobude.
Tudi mi smo bili zelo veseli, da so našo pobudo sprejeli z odobravanjem in podporo in zelo se zahvaljujemo župani, gospe Poloniji Kambič, za podporo, ki je vse od začetne pobude dajala temu našemu projektu. Kaj vam pomeni ta pobuda Lions kluba iz Ljubljane? No, občina Semič je ena izmed 3 belokranjskih občin in moram reči, da je v Beli krajini brezposelnost že presegla 20%. Zaradi tega je ta pobuda Lions kluba Ljubljana za nas zelo pomembna, kajti otroci, ki sicer ne bi videli morja, tem je bilo omogočeno oziroma bo omogočeno, da bodo svoje počitnice preživeli na morju, da se bodo imeli lepo, nepozabno in da se jim bodo verjetno izpolnile te skrite želje, ki jih imajo mladi ljudje. Zaradi tega smo res hvaležni Lions klubu Ljubljana Rožnik tako za to pomoč oziroma pobudo, da bo lahko kar 20 naših otrok tudi letovalo na obali. In ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem za to, se pravi v imenu staršev teh otrok in pa tudi v svojem imenu, da nam je bilo to omogočeno. Z veseljem smo pristopili zraven, tudi pri današnjem programu so nastopili naši otroci iz osnovne šole, tako da resnično verjamemo, da smo skupaj naredili veliko stvar s tem, ko smo bili pač dobrodelni in smo dajali od srca. Pripravili ste tudi lep kulturni program. Tako, če pridemo v Ljubljano, potem radi tudi ponesemo delček kulture iz Semiča seboj in z nami so šli naši otroci iz osnovne šole, ki so pripravili kot otroška folklorna skupina, mislim, da prijeten programček, no pa tudi semiške klepetulje so na nek hudomušen način predstavile življenje v Semiču, v narečju. Upam, da so tudi razumeli ljudje, kajti semiško narečje je malo svojevrstno in skupaj z ostalimi sem prepričana, da smo res pripravili oziroma bili priča nekemu prijetnemu programu. Doživeli smo pravi belokranjski večer. Ste tudi vi tega mnenja? Seveda, tudi sam sem navdušen nad prireditvijo. Pričakoval sem zelo uspešno prireditev, vendar je današnja prireditev presegla moja pričakovanja in kolikor sem se pogovarjal tudi s svojimi kolegi v klubu in drugimi gosti, je bilo res tako. Prireditev je presegla pričakovane namene, tako po kvaliteti kot po obisku samem. Mi smo zelo hvaležni vsem gostom in obiskovalcem, ki so nas počastili svojim obiskom, tako da letos vidim, da je bilo več kot 150 obiskovalcev na naši prireditvi, lahko bi rekel, da celo po moji presoji 200 ali pa morda še celo več, kar je izven vseh pričakovanj.